Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Dobro je vedeti. Nocoj je naša gostja, gospa Jelena Keršnik, ravnateljica Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje. Dobrodošli v našem studiu, lepo pozdravljeni. Dober večer. Povabili smo vas, da nam malo pobliže predstavite delo Gimnazije in ekonomske srednje šole, malo tudi preleteli vaše dosežke v letošnjem letu in tudi kaj nas še vse čaka. Za začetek pa bi vas prosila, da se nam malo pobliže predstavite. Jaz vas poznam kot svojo profesorico iz leta, ne bom povedala katerega, ampak imam lepe spomine na vas, ko ste me učili matematiko. Hvala lepa za te lepe spomine. Ja, torej, jaz sem matematik, ne? Moja osnovna izobrazba je univerzitetni diplomirani inženir matematike, uporabna smer. Delovne izkušnje sem začela pridobivati kot sistemski inženir na elektroelementu, na izlakah. Ker pa se je na Trboveljski gimnaziji sprostilo delovno mesto učitelja matematike in me je tedanja ravnateljica Darka Lipičnik poklicala, če bi želela poučevati. In ker seveda to je moja šola, na katero sem bila že kot dijakinja zelo ponosna, sem se odločila, da to ponudbo sprejmem. Takrat sem bila sicer ravno proti koncu nosečnosti in sem nastopila delovno dobo na gimnaziji s porodniško. Ja, vi ste bili pa prva generacija, moja. Kakšen izziv smo bili? Zanimiv, dober, veliko lepih spominov me veže na obe paralelki, ki sem jih takrat učila. Tako da ne bom povedala, kjerga leta, ne? Ampak ja, na gimnaziji sem zdaj pa že kar eno lepo obdobje. Več kot polovico te svoje delovne dobe kot učiteljica matematike, zdaj zadnjih 8 let pa kot ravnateljica, v bistvu zdaj bo začelo se 8. leto. Pa kaj pogrešate, ta vstop v razred, delo direktno z učenci, dijaki? Ja, na nek način zagotovo pogrešam, zato ker ko stopiš v razred, v bistvu ne veš, kaj te čaka, ne? Kar je zelo podobno ravnateljevanju, ampak delo z mladimi na nek način sprošča, čeprav je zahtevno, ne? Je zahtevno, treba je iskati nove načine, treba se je prilagoditi danim razmeram, ampak kljub temu mladi vračajo, ne? Z neko svojo energijo, če ne drugega, pa potem po nekaj letih šolanja, ko te srečajo in ti povejo, da so se imeli lepo, da imajo lepe spomine, kakšni tudi ne lepih, ampak takšno je pa življenje. Ampak pri ravnateljevanju je pa tako, da stvari nikdar niso dokončane, ne? Ne moreš reči, zdaj sem popravil tale kupček kontrolnih nalog in gremo naprej, ne? Vedno ostaja še nekaj novega, nekaj nenačrtovanega, tako da obe delovni mesti sta pa kar dinamični in polni izzivov. In kakšen pogled imate na ravnateljevanje? Kako ste začeli, kako ste sprejeli ta izziv? Ja, začela sem zelo tako, no. Ne bom rekla, da je bil to moj življenjski cilj postati ravnateljica, ne. Daleč od tega. Razmere so bile pač takšne, bivši ravnatelj je zbolel, ni mogel ponoviti mandata. Takrat sem se odločila, da kandidiram in nekako želela sem nadaljevati s tistim njegovim delom, ne, se pravi ohraniti to, kar je bilo zelo dobro načeto, se pravi informatizacija šole je bila odlično postavljena, deloval je recimo krožek Gimtim na šoli takrat pod njegovim mentorstvom. Bile so neke jasne smernice postavljene, ne, tako da v bistvu ni bilo težko začeti, ne. Kolektiv je bil tudi zelo pripravljen pomagati, pripravljen sodelovati. Razmere pa pač niso bile najbolj prijetne, ne, zato ker gospod Kozjek je 1 leto v bistvu kasneje umrl in to so bili kar težki časi. Ampak s pomočjo kolektiva in z dobrimi dijaki, kakršne imamo na šoli, so se tudi te stvari nekako premagale. In v kakšne programe se lahko pri vas dijaki vpišejo? Torej, že ime šole pove, smo gimnazija in ekonomska srednja šola. Se pravi, ekonomska srednja šola, to je 4-letna strokovna šola. Po končanem šolanju imajo dijaki naziv ekonomski tehnik. Splošna gimnazija, ki je pripravljalnica na študij, se pravi, da je najširša strokovna izobrazba. Izvajamo tudi program maturitetni tečaj. Ta je namenjen tistim, ki so že zaključili neko srednjo, poklicno ali strokovno šolo in opravili poklicno maturo, pa si želijo nadaljevati, ne vem, študij na neki od univerz, ki zahteva za vpisni pogoj opravljeno splošno maturo. No in pa novost,
preteklega šolskega leta pa je športni oddelek, na katerega smo zelo ponosni, zato ker se je izkazal kot res dobra pridobitev. Zadovoljni smo tako učitelji, po naših informacijah pa tudi starši in trenerji in seveda dijaki. In kako ta športni oddelek deluje? Torej, to je splošna gimnazija, ne? Splošna gimnazija z nekaj prilagoditvami v učnem načrtu. Predmeta glasba in umetnostna vzgoja sta pomaknjena v višji letnik, na ta račun pa imajo dijaki več športne vzgoje. Tako da imajo 6 ur športne vzgoje, ki jo izvajamo v prvih urah pouka, v blok urah in takrat imajo v bistvu možnost tudi individualnih treningov za potrebe tistega, s čimer se pač ukvarjajo, ne. Imamo karateiste, plavalce, rokometaše, plesalce in nekaj ur je namenjenih njihovim individualnim treningom. Učitelj športne vzgoje, ki je tudi športni koordinator, se posvetuje z njihovimi trenerji in skratka, če so kakšne potrebe, jih že na šoli opravijo, tako da so pol dijaki popoldne malce razbremenjeni. In koliko je bilo v prvem letu vpisa? V prvem letu smo imeli v začetku 17 dijakov, normativ za ta oddelek je 18. 2 dijakinji sta se kasneje odločili, da ne želita nadaljevati šolanje na gimnaziji in sta se prepisali na srednjo strokovno šolo, čeprav sta bili uspešni tudi pri nas, tako da je 15 dijakov uspešno zaključilo v bistvu prvi letnik. Ta druga generacija imamo pa trenutno 16 prijav. Tako da je to ravno prav za izvajanje kvalitetnega pouka in moram povedati, da so se ti dijaki prve generacije tudi med sabo odlično ujeli, so zelo homogen razred, si pomagajo, čeprav so iz zelo različnih športov. Torej, časem en z drugim najbrž malo manj prebijajo, ne? Prostega časa. Res je, ti dijaki imajo manj prostega časa, zato ker jih treningi precej obremenijo, vendar to so dijaki, ki znajo svoj čas optimalno izkoristiti. So najboljši dijaki, lahko rečem, na šoli, po uspehu tudi, zato ker se vidi, da imajo delovne navade. Oni imajo popoldneve točno razdelane, kdaj trening, kdaj učenje, tu ni nekega gledanja pretiranega televizije, igranja igric ali kaj podobnega. Tako da lahko rečem, da se tudi mi od njih veliko naučimo. Torej, ni nekaj, da bi šport bil potisnjen od spredje, vse ostalo pa ozadje, ampak v bistvu je še bolj zahtevno, ne? Uravnoteženo. V tem programu je šolanje in šport zelo uravnotežena, sta obe strani, ker to so tudi dijaki, ki želijo biti uspešni na obeh področjih. In imajo visoke ambicije, visoke cilje in s pomočjo, bom rekla, staršev. Starši so tukaj pomemben faktor in pa seveda učiteljev, ki si prizadevajo, nekako skupaj pridemo pa do tega cilja. Pomembno pa je, da je tudi trener v klubu pripravljen sodelovati in če je želja, če je pripravljenost, se mi tudi odzovemo. Imate pa tudi na vaši šoli kar nekaj glasbenikov, imate tudi vaš lastni pevski zbor, tudi zelo uspešen. Tako, pevski zbor je nastal v bistvu na pobudo dirigenta Blaža Rojka. Ustanovil se je ta zbor v bistvu leta 2009 spomladi. Začela je skupinica dijakov, ki je po parih letih prerasla v res dober zbor. Udeležili so se tudi mednarodnega festivala v Samoboru, kjer so prejeli v bistvu prvo nagrado, zlato plaketo. Je pa tako s šolskimi zbori. 4 leta je pevec član zbora, po 4 letih odide in za vsakim jokamo, ne, v srcu in tudi sicer, zato ker ravno, ko se vklopijo, odidejo in pridejo novi, ne. Tako da je šolski pevski zbor ena taka dobra pridobitev, na katero smo zelo ponosni in upamo, da se bo ohranil, da bo interes med mladimi. Torej, tisti, ki vstopajo na šolo, se radi vključijo? Morda čisto vsi ne. Včasih je kar potrebno biti malo, bom rekla, siten, ampak ne prisile, ampak tako malo spodbude. Malo več motivacije. Tako, malo več motivacije, tako in ko dijaki vidijo, da je pri zboru prijetno, da so to ena taka družina na nek način. Tile naši pevci hodijo tudi na pevske vikende, kjer se temeljito pripravijo in vsakič, ko se vrnejo z pevskega vikenda, so polni neke nove energije in med sabo bolj povezani. In takrat vidijo, da je to in ostanejo srcem pri zboru potem 4 leta. Koliko pa je teh pevskih vikendov? Odvisno. Od 1 do 2 letno. Odvisno od v bistvu potreb,
kadar so kakšne intenzivne priprave, kot bojo zdaj se recimo pripravljali na Svečano akademijo ob 70. obletnici gimnazije, takrat je kakšen vikend še dodatno. In zdaj v začetku septembra bo že eden takšnih. Sicer pa so novembra, pa potem marca. Torej, pokrili sva šport, pokrili sva glasbo, ampak Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje ponuja še marsikaj več. Tako je, ja. Kup tekmovanj za dijake, z področja naravoslovja, družboslovja, tudi podjetništva, ker ekonomske tehniki imajo tekmovanja čisto druge sorte, računovodstvo, ekonomija, tekmovanje učnih podjetij, tekmovanje tudi dijaških podjetij, ki poslujejo s čisto pravim denarjem. To je en tak mednarodni program Junior Achievement, v katerega je bila šola že vključena v preteklosti. In 2 leti nazaj, po nekaj letni pauzi, smo se ponovno vključili in že tudi prvo leto so naši dijaki v tem dijaškem podjetju posegli po priznanjih na tekmovanjih. Pa tudi letos so izdelovali popse, take sledice, ki so šle odlično v prodajo in so bili med vsemi dijaškimi podjetji nagrajeni s priznanjem za prvo mesto za najbolje prodajeni izdelek. Je pa to odlična podjetniška izkušnja, zato ker ustanovijo svojo firmo, poslujejo s svojim denarjem, z lastnim denarjem, s pravim, z evri torej, in na koncu šolskega leta firmo zaprejo, si razdelijo dobiček in imajo prvo izkušnjo, pravo podjetniško izkušnjo. Potem so tu še tekmovanja, tista čisto klasična, z področja matematike, slovenščine, raziskovalne naloge so v zadnjem času spet aktualne in tudi dijaki so uspešni na tekmovanjih z gibanje znanost mladini. Zlata priznanja tudi dobivajo. In pa letos se je dijak Anže Vozel udeležil mednarodnega tekmovanja oziroma druženja naravoslovcev v Ameriki, iGEM, na kar smo pa tudi zelo ponosni, zato ker v manj kot 10-članski ekipi je imela naša šola svojega predstavnika, kar je seveda tudi poseben izziv. In pa seveda debata. Debata je pa tudi, lahko rečemo, krožek ali pa klub Logos, tako si sami pravijo in pod tem imenom jih tudi najbolj poznamo. Debaterji so se po nekaj letih premora, pred 6 leti se mi zdi, ponovno odločili za delovanje. Mentor Jakob Štrovs se je odločil, da bo spet prevzel mentorstvo in kaj hitro so posegli po prvih uspehih, tako da zdaj že 2 leti zapored imamo predstavnika tudi v slovenski ekipi na svetovnem debatnem srednješolskem prvenstvu. Leto se je ravno kar zaključilo. Naš predstavnik Rok Hafner je bil tudi med najboljšimi govorci, tako da smo zelo ponosni nanj in seveda mu tudi iskreno čestitamo. Tako, tudi mi. Je še izmenjava? Ja, z Nemško gimnazijo Scheinfeld. Tako, ja. To je pa že 22 let tradicije. V bistvu 23. izmenjavo bomo že kmalu začeli. Kakšno je zanimanje za njo? Ja, seveda. Vsako leto vsaj 20 dijakov, se pravi en avtobus, odpotuje za 7 dni v Nemčijo, v Scheinfeld. Nemci kasneje vrnejo obisk, na koncu so solze vsako leto in prijateljstva, ki se tu rodijo, ostanejo nekatera tudi še kasneje. Tako da poznamo primere, ko po v bistvu 20 letih imajo še stike in so v dobrih odnosih. Imamo pa tudi individualne izmenjave v zadnjih letih s Portugalsko, tudi v Belgijo so že odpotovali naši dijaki, pa tudi v Nemčijo. Tu pa gre za izmenjavo, ki se jo udeleži en dijak ali pa recimo največ po 4 in potem tudi dijaki šole, ki je gostiteljica, vrnejo obisk. Ni tako množična, so pa, bom rekla, kar precej popularne v zadnjih letih. In kam tako tujce popeljete po Zasavju? Po Zasavju seveda razkažemo jim lepote Zasavja. Zasavje je lepo, imamo čudovite gore, imamo čudovite doline, pa tudi po Sloveniji, Slovenija je čudovita, tako da so vsi navdušeni. Tako da gredo nazaj z lepimi spomini. Tako lepih vtisov in tudi s pozitivnimi izkušnjami, ker pridobijo nova prijateljstva in tudi spoznajo drug način življenja. Tako. Tekoče leto je bilo tudi kar pestro za vas, kmalu bo že novo. Smo pa slišali zelo dobre novice o maturi letošnje.
natančneje v pomladanskem roku. Tako, v spomladanskem izpitnem roku, maturitetnem roku so bili naši maturanti že tretjič zapored 100%, kar pomeni, da so vsi, ki so pristopili k maturi, so jo tudi opravili. In letošnje leto se lahko pohvalimo tudi z rekordnim številom zlatih maturantov, kar 7 jih je, 5 deklet in 2 fanta, kar je v bistvu skoraj 11% vseh maturantov, ki so pristopili k maturi. Tako da smo ponosni na naše maturante. Jaz sem prepričana, da je to odraz v bistvu dobrega dela tudi učiteljev. Tako, torej vlagate 4 leta v njihovo kvalitetno znanje, ki ga bodo naprej še ponesli. Tako, smo zahtevni, včasih so verjetno dijaki slabe volje zaradi tega, ampak brez muje se tudi čevelj ne obuje, pravijo. Tako je. Treba ustrajati. Tako. Pa tudi neka nagrada je bila za inovacijo Gospodarske zveze Slovenije, območne zbornice Zasavje. Tako. Že drugo leto zapored se na šoli prijavljamo na njihov razpis. Letos je priznanje prijela profesorica Zvezdana Lamovšek z že prej omenjenim dijaškim podjetjem. Ona je v bistvu uvedla ta način dela v pouk. Ta metoda Junior Achievement je sicer mišljena kot neka obšolska dejavnost, recimo. Mi pa smo uvedli to inovacijo, da je pri pouku celoten razred nekako se lotil tega projekta. To že drugo leto. No, priznanje srebrno pa je šola prijela že lansko leto tudi, to pa naš aktiv matematikov za njihovo inovativno metodo ocenjevanja znanja pri matematiki. To pa je spraševanje z vodeno razpravo ali debatna tehnika ocenjevanja. Kako to poteka? Ja, dijaki se v skupinah po 4 pripravljajo, predelajo snov, vnaprej znane teme in ocenjevanje izgleda tako, da dijaki debatirajo. Debatirajo o matematiki, kar se seveda tudi da. Spremljata jih 2 učitelja, njihov pogovor, njihovo, bom rekla, medsebojno konverzacijo in tudi kako se dopolnjujejo in potem skupaj določijo oceno. Torej, oceno predlagajo dijaki, oceno predlagata oba učitelja in potem na koncu oceno utemelijo, kar pa je tudi neko znanje. Če ti znaš sebe oceniti, veš, kaj si povedal prav, kaj si povedal narobe, je to kar visok nivo znanja. Tako da dijaki so nad tem ocenjevanjem, ne bom rekla, da navdušeni, ker sami povejo, da zato pa je treba kar veliko znati. Ampak potem kasneje, ko pogledajo nazaj, ko vidijo, da je bilo treba se dobro naučiti, da je to koristno bilo za maturo, pa ugotovijo, da je bilo le dobro. No in jaz sem prepričana, da je tudi ta uspeh na maturi posledica tega, da smo zdaj 4 leta že izvajali projekt nivojskega pouka, katerega del je bilo pa tudi to ocenjevanje. In dijake smo delili v manjše skupine pri matematiki in angleščini, prilagodili nivo njihovemu znanju in jih pol uspešno tudi pripravili za maturo. Tako da na tem področju smo tudi nekako bili inovativni v zadnjih 4 letih. Se pravi, tudi pedagoške inovacije nekako na šoli potekajo, čeprav se z njimi ne prijavljamo pa na kakšne projekte posebne. In tudi kolektiv zelo dobro sprejema te spremembe. Kolektiv dobro sprejema, predvsem z razumevanjem, ker takšne spremembe pomenijo tudi prilagoditve urnika. Pri urniku se seveda trudimo ugoditi predvsem dijakom, tako da ni nekih prostih ur, da vsi končajo pouk najkasneje ob 13:40 uri, recimo izjemoma maturanti, ki imajo veliko izbirnih predmetov tudi kasneje, da ni predhodnih ur. In včasih je potrebno pač kar veliko razumevanja, ampak pač interes dijakov je pri nas na prvem mestu, tako da kolektiv se temu kar nekako uspešno in jaz upam, da ne s preveč slabe volje prilagaja. Ker v zadnjih letih zaradi različnih zakonov, uredb ste morali tudi zmanjšati število profesorjev, oziroma so se upokojili. So se tako. Ja, zakon za uravnoteženje javnih financ seveda prinaša kup nekih omejitev v javnem sektorju, tudi pri nas je tako, ampak lahko rečem, da imamo na šoli vse kadre z ustrezno izobrazbo, kar je zagotovo tudi se kaže v tem, da so naši dijaki potem tudi uspešni. In če so, bom rekla, učitelji motivirani, se potem uspeh tudi slej ko prej pokaže. Tako, motivirate jih pa tudi tako, da jih spodbujate, da so družbeno koristno naravnani oziroma tudi solidarni.
Miklavžev sejem v decembru je postal že kar tradicionalen. Kako je prišlo do njega? Ja, na šoli imamo nekaj učiteljev, ki so polni odličnih idej. Med njimi je seveda tudi Majda Škrinjar Majdič, ki je bila leta 2013, se mi zdi, aprila tudi priznanje Republike Slovenije na področju šolstva. Ona je predlagala ta Miklavžev sejem. V začetku je bila to mogoče tako malo nora ideja, ne? Ampak nore ideje so najboljše ideje. Miklavžev sejem smo prvič izvedli decembra 2008 in že prvo leto smo z dobrodelnimi prispevki zbrali več kot 3000 evrov in od takrat ta tradicija se nekako vleče. To je sejem, torej v decembru, prvi teden decembra, okrog Miklavža seveda, pripravimo razne izdelke, unikatne, ki jih ponujamo v zameno za dobrodelne prispevke. Obiščejo nas starši, sorodniki, mimoidoči. Če je le vreme primerno, se sejem odvija pred gimnazijo, na gimnazijski cesti. Ena izpeljanka tega Miklavževega sejma pa je bil tudi projekt Rute leta 2012, s katerim smo v enem dnevu s prodajo rabljenih rut, pač ne s prodajo, z razstavo rabljenih rut, zbrali več kot 10 000 evrov. In vse podarili v dobrodelne namene v sodelovanju z Rdečim križem. Kdo pa je vse unikatne izdelke izdeloval? Dijaki, učitelji, starši, babice, vsi. Torej, vpete celotne družine, kolektivi. Medgeneracijsko se povežemo, tudi uporabimo, bom rekla, te materiale za reciklažo, se pravi, smo zelo inovativni pri teh zadevah. Ne. Vsako leto pa so nekakšni boom izdelki, ki gredo najbolje v prodajo. Nekaj časa je bil to nakit iz Fimomase, potem razne klopice, obdelane s servietno tehniko, pa letos sta dve profesorici izdelovali klekljane izdelke, nakit, okraske novoletne. Dijaki izdelajo čudovite venčke, dekoracije novoletne, piškote, ponujajo pražene mandlje. Vsega je dovolj. In dvorišče takrat, če je le vreme, je nabito polno, kot sem lahko videla zadnji december. Ja, kar dosti obiskovalcev pride, res so to večinoma starši, sorodniki, ampak zdaj mislim, da pa sejem že poznajo tudi sicer krajani in da jih kar veliko jih obišče. Zato, ker vedo, da bodo lahko dobrodelni, da bo ta denar šel ves za dobrodelne namene in hkrati pa si lahko mislijo tudi kakšno simpatično darilo. Tako. Zdaj pa tisto, kar nas že nekaj časa vleče, 70 let bo imela gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje. Na družabnih omrežjih je že kar nekaj novic. 19. september se pa tudi že bliža, ko bo slavnostna akademija. Tako je, ja, 70 let, odkar je bila po vojni ustanovljena gimnazija, ekonomska šola desetletje kasneje. Prva generacija je tista, na katero smo še posebej ponosni in ki se bo tudi letos, nekaj predstavnikov seveda, se bo te akademije udeležilo. Ja, 19. september, sobota, najprej slavnostna akademija v Delavskem domu ob 18. uri, sledilo pa bo druženje generacij v avli Delavskega doma, na katerega seveda vsi bivši gimnazijci vljudno vabljeni. Če se še niste odločili, se odločite čim prej, zato ker karte so že kar skoraj razprodane. Kje pa se lahko prijavijo? V šoli, v tajništvu. Tako. Karte za slavnostno akademijo ali tudi za druženje? So tudi karte? Za slavnostno akademijo je kar še nekaj na voljo, zato ker ta bo ob 16, pač ob 18, ob 20 bo pa potem to druženje, tako da se lahko odločijo samo za druženje. Seveda so pa vsi vabljeni tudi na akademijo, ker je gledališka dvorana že v bistvu polna. Bomo organizirali prenos v živo v kinodvorano, tako da tam je pa še nekaj prostih mest. Tako. Program, že veste, kakšen bo? Program pripravlja Mladinsko gledališče, v bistvu naši bivši dijaki, ki so tudi gledališčniki. Nastopil bo tudi naš pevski zbor, tako da ostalo pa ne ostane presenečenje. Tako, vsekakor se obeta prijeten večer. Upam, tako. Tako. Imava pa še neko vabilo za maturitetne tečaje, ne?
Tako je. Tako. Zdaj, omenila sem že naš program Maturitetni tečaj. Ta je namenjen tistim dijakom, torej, ki želijo opraviti splošno maturo in so obiskovali srednjo strokovno ali poklicno šolo. To je redna oblika šolanja, imajo status dijaka, obiskujejo pouk 5 predmetov, torej vsi maturitetni predmeti. Potem pa skupaj z ostalimi gimnazijci se prijavijo k splošni maturi in seveda, če so prej pridni, če obiskujejo pouk in uspešno zaključijo maturitetni tečaj, lahko potem pristopijo tudi k maturi. Je pa rok za prijavo 4. september, tako da več informacij, pa seveda, kdor je zainteresiran, dobite pri nas na šoli. Kolikšna mora biti pa udeležba na teh tečajih? Mora biti 100% vedno? Prisotnost pri pouku. Zaželjena seveda je. Tisti, ki zares razmišljajo o tem, da bi opravili splošno maturo, se morajo seveda zavedati tega, da splošna matura je zahtevna in da je potrebno obiskovati tudi pouk. Matematika, slovenščina, angleščina, to so predmeti, ki so v gimnaziji na drugi ravni zahtevnosti kot v strokovnih šolah in je pač potrebno kar dosti znanja še pridobiti. Na katere termine oziroma na katere dneve, ure je pa planirano? Zdaj, tukaj se pa prilagodimo interesentom, tako da 1. septembra bo informativni dan in takrat bomo tudi povprašali, kakšne so njihove želje, pouk dopoldan, pouk popoldan. Zdaj, zadnjih nekaj let smo imeli pouk dopoldan, vendar se ni izkazalo za najboljšo rešitev, ker mnogi teh dijakov tudi delajo, ker to so vendarle že starejši, nekateri se morajo tudi sami že preživljati, tako da če bo več interesa za popoldanski pouk, se bomo temu prilagodili, ker je tudi v našem interesu, da jih čim več maturo opravi. Vabljeni torej na ta informativni dan 1. septembra ob 15. uri, kjer bodo lahko seveda tudi vse izvedeli. Tako, torej ste odprti za vprašanja takrat in na voljo. Tako. Koliko vseh dijakov pa letos pričakujete v prve letnike? Ja, generacije devetošolcev so šibke in to se pozna tudi na vpisu v srednje šole. Zdaj pričakujemo 41 dijakov v splošnih oddelkih gimnazije, 16 v športnem oddelku, v oddelku ekonomskega tehnika pa 15. Tako da vseh dijakov na šoli bo nekaj več kot 300, kar je odlično za delovanje šole, sicer z finančnega vidika ne tako, ampak z organizacijskega pa. Smo šola, ki se lahko hitro prilagodi potrebam in dijakov in potrebam okolja, bom rekla, neka družina skoraj da, poznamo se med seboj, kar je dobro. Kdo bo rekel, da morda to ni vedno najbolje, ampak jaz mislim, da je še vedno več prednosti kot pa slabosti pri tej majhnosti, kar se pozna pa tudi na rezultatih našega dela. Tako da ravno prav velika šola, bi rekla. Tako. Odkot pa prihajajo dijaki? Torej, najbrž pokrivate vse 3 zasavske občine? Večina dijakov prihaja iz Trbovelj in Zagorja, nekaj manj iz Hrastnika, posamezniki pa tudi iz obrobja Zasavja. Večinoma imamo pa seveda same Zasavčane. Torej, vsekakor vabljeni in na Slavnostno akademijo septembra. Miklavžev sejem verjetno tam 4. 5. december, odvisno od tega, še nismo datuma čisto določili. Vabljeni, torej zainteresirani v maturitetni tečaj in pa vsi gimnazijci, ki se še niste odločili, vljudno vabljeni na našo Slavnostno akademijo in druženje gimnazijcev. Najlepša hvala za vse te informacije in zelo prijeten klepet. Hvala lepa, tudi mene je veselilo. Hvala. Drage gledalke in dragi gledalci, vam pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje.